Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Zgornjesavska dolina je že 2 tedna v znamenju vrhunskega športa. Najprej je dihala s pokalom Vitranc, že 54. po vrsti. Organizacija je bila znova brezhibna, tekmovalci so pohvalili odlično pripravljeno progo, pa tudi vzdušje v cilju. Zahvala, da je tako, pa gre seveda marljivim delavcem Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, ki so vsemu svetu znova dokazali, kaj pomeni ekipni duh. Odlična izvedba pokala Vitranc pomeni tudi finančno skrbnost. Proračun za pripravo in izvedbo tekmovanja letos obsega okvirno 1,318 milijona evrov, stroški za izvedbo pa bodo dosegli približno 1,280 milijona evrov, kar pomeni, da bo prireditev finančno uspešna. Lahko rečem, da smo še enkrat dokazali, da imamo vrhunsko ekipo, sestavljeno glavnem iz Kranjske Gore, iz članov Alpskega smučarskega kluba, tudi drugih klubov Slovenije pridejo pomagati in da smo v danih pogojih pripravili res vrhunsko prireditev tako na tekmovalni progi, kakor tudi ob tekmovalni progi. Cel vikend je bil uspešen v organizacijskem smislu in mislim, da so bili ljudje, ki so prišli v sobotni del v Kranjsko Goro, tudi izredno zadovoljni s tem, kar so videli. Priprave na pokal Vitranc potekajo 12 mesecev. Se pravi, včeraj je bilo konec 54. pokala Vitranc, lahko rečem, čez en mesec začnemo pripravljati na 55. pokal Vitranc, da pripravimo vse potrebno, da bomo 5. 6. marca 2016 imeli spet podobne pogoje in podobno prireditev, kot je bila letos. Se pravi, dela v samem začetku dela manj ljudi, dela glavna moka, vodje posameznih komisij, ki pripravljajo svoje plane za samo tekmo, potem se gibamo znotraj teh planov. Bližje je tekma, več ljudi je vključeno v samo organizacijo in na dan tekmovanja dela v sistemu okrog 600 ljudi. Zmagovalec veleslaloma je bil Francoz Pinturo, slaloma pa Norvežan Kristoffersen. Skupni zmagovalec seštevka veleslaloma in slaloma je bil Francoz Pinturo. V nedeljo pa sta za veliko veselje poskrbela tudi 2 Slovenca z uvrstitvijo med najboljših 30. Matic Skube je bil 27., Miha Kirner pa je zasedel 29. mesto. A za prihodnost pokala Vitranc se ni bati. Na koledarju svetovnega pokala ima že rezervirane termine za tekme v letih 2016, 17, 18 in 19. Gremo! Slovenijo, prvi, ki se bo podal na ciljno šprogo, je Miha Kirner! Miha Kirner, prvi, ki bo preizkusil tole slalomsko preizkušnjo v drugi vožnji. Dajmo navijati Slovenci za Miho! Gremo navijači, gremo!
Organizatorji pokala Vitranc so bili letos sicer tudi dobrodelni. Z lastnimi sredstvi so omogočili ogled slaloma za svetovni pokal v alpskem smučanju 30 otrokom in njihovim družinam, ki so vključene v projekt Botrstvo. Za otroke in njihove starše, skupaj 50 ljudi, so organizirali avtobusni prevoz iz Ljubljane v Kranjsko Goro in ogled tekme z vključenim kosilom. V soboto zvečer je bila na trgu pred dvorano Vitrancu v Kranjski Gori v okviru pokala Vitranc velika zabava z znanimi glasbeniki. Nastopili so Magnifico, Nina Badrič, DJ Pero, Steven Rahman, Laura Višnar in Maša Štucin, Studio Osminka, Covalite, plesna skupina Mystic in plesna skupina Ladies. Germanija, Roma, Bolivija, Italija, New York, business, Amerika, all around the world, my familia. Vmes je bil še javni žreb štartnih številk, ki so ga najbolj težko čakali otroci iz alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, ki so najboljšim smučarjem sveta delili številke. V ponedeljek po pokalu Vitranc pa je bila na poligonu v Podkorenu še slalomska tekma za evropski pokal. Nastopila je tudi osmerica slovenskih smučarjev. Zmagal je Italijan Toneti, Avstrijec Mat in Švicar Niederberger sta si s 5 stotinkami zaostanka delila drugo mesto. Matic Skube pa je za tema dvema tekmecema zaostal 15 stotink in bil četrti. Miha Kirner je po zaslugi odlične druge vožnje oziroma s četrtim časom teka prišel na 14. mesto. Jakob Špik je bil 24., Žan Grošelj pa 25. Ta konec tedna pa je vse v znamenju Planice. Dolina pod Poncami je gostila najboljše letalce sveta, vključno z našimi odličnimi orli, pa tudi na 10 tisoče navijačev, ki so jih bodrili ob prenovljeni velikanki. Vihrale so slovenske, pa norveške, avstrijske, nemške, italijanske in še bi lahko naštevali zastave. Vzdušje je bilo fenomenalno, sploh ob trenutkih, ko so letalci eden za drugim leteli krepko prek 200 metrov in ko so seveda padali tudi novi rekordi. V četrtek je bil tradicionalno dan za obisk otrok iz vse države. Ogledali so si uradni treningi in kvalifikacije. V petek je bila na sporedu popoldanska posamična tekma, včeraj ekipna, danes pa še ena posamična. V petek zvečer je bila na Trgu na Gorici v Ratečah še slovesna podelitev številk za sobotno ekipno tekmo. Vse ekipe so se predstavile v mimohodu.
planica, Snežina kraljica. Planica, planica, Snežina kraljica, le kdo je ne pozna, lepoto iz snega. Skakalci kot ptice letijo pod nebo in slavo planice v širni svet neso. Pozdravljam strašnim junakom daljav, prijateljev s krvnih snežnih planjav. Slava čast velja vsem skakalcem tega sveta. Junaki planice letijo kot ptice, spet slava gre v svet za dolgo vrsto let. Planica, planica, še pridemo nazaj. Planico, planico, od koncev zimski raj. Kot se za tako prireditev spodobi, seveda ni šlo brez himne. Živi naj si narodi, ki krepeni dočaka dan, da kover sonce hodi, prepiri sveta bo pred nam, da rojak prozusak ne vrakle so se bo mejak, da rojak prozusak ne vrakle so se bo, ne vrakle so se bo mejak. Zbrala se je pisana množica radovednežev, ki je želela pozdraviti predvsem slovenske skakalce, zbrane pa je nagovoril tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Dear friends, liebe Freunde, cari amici, spoštovani prijatelji Planice, en lep dober večer v Ratečah. Lepo vas je videti v Ratečah, v vasici na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, ki že skoraj 100 let živi za smučarske skoke, v vasici, ki je proslavljala prvi skok preko 100 metrov, prvi polet na smučeh preko 200 metrov, v vasici, ki jutri, mogoče pojutrišnjem, pričakuje nov svetovni rekord. Pa ne glede na to, želim vsem skakalcem, da se zdravi in srečni v nedeljo zvečer vrnejo na svoje domove po težki sezoni 2014-2015. Vsem vam pa želim, da v jutrišnjem in nedeljskem dnevu uživate v dolini pod Poncami, kjer bomo doživeli resnično lepe planiške polete in praznik. Upam, da se vidimo jutri in pojutrišnjem v Planici. Najlepša hvala in srečno. Najbolj pa je završalo, ko so na oder stopili naši junaki v spremstvu Petra Prevca. Tam je na levi utrgalo samo v Planici, Anže Semenič! Tule zraven mene seveda legenda. Tolikokrat je poletel preko 200 metrov, da niti štejemo več ne. Robi Kranjec! In pa tule seveda zraven nas. Ko pride na letalnico, se mu sname. Zato, ker je faca Jurij Tepeš! In pa seveda fant, ki ga bomo samo za eno vprašanje poprosili, drug kot Peter Prevc! In da ne bodo fante preveč dolgo tole z nami, samo eno kratko vprašanje. Peter prihaja iz Dolenje vasi, v Ratečah prvič takle šel. Kratko vprašanje, Peter, ne bomo spraševali o formi, ne bomo spraševali o ničem, razen o tem, kako pa se počutiš v Ratečah, samo to. Super, sploh nisem vedel, da vas tepam. Ja,
Kdo drug kot Peter Prevc v svojem stilu? Za prijetno presenečanje so poskrbeli najmlajši, ki so na odru zapeli pesem, brez katere ne more nobena prireditev v Planici. Za dobro vzdušje je skrbela domača zasedba Zahod Band. V Kranjski Gori pa je bila sinoči zabava, prav tako v okviru planiškega praznika, z Rock Partizani in zasedbo Atomic Harmonic. Podelili pa so tudi številke za nedeljsko posamično tekmo. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. V četrtek ob 17. bo občinska seja občine Bohinj. Na dnevnem redu so med drugim zaključni račun proračuna za lani, pa poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva ter program dela turizma Bohinj za letos. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Rateške žene in dekleta od srede 25. marca do nedelje 29. marca vabijo na ogled razstave ročnih del. Odprta bo vsak dan od 10. do 18. ure v dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice sporoča, da bo zbor članov v sredo ob 10. uri v banketni dvorani Kolperen na Stari Savi na Jesenicah. Festival mednarodne kulinarike bo v petek od 16. do 20. v Kolpernu na Jesenicah. Etnične skupine bodo ponudile svoje tradicionalne jedi. Etnološka delavnica izdelovanje velikonočnih butaric Prajkelnov bo v petek ob 16:30 v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori.
Delavnica Zabavni prigrizki na hitro bo v prostorih Društva mladih Kranjska Gora potekala v soboto ob 17. Tradicionalni Mihov smuk, ki ga organizira Planinsko društvo Kranjska Gora, bo v nedeljo 29. marca. Začne se ob 11. pri koči v Karnici, cilj pa bo v Malem Tamarju. Razglasitev rezultatov bo ob 12:30 na Mihovem domu. Vsi, ki vas navdihuje pasovc, pa ste vabljeni, da ga v prozi, poeziji ali pa kakšni drugi umetniški zvrsti predstavite v soboto ob 20. v koči na Gozdu. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imajte se, kar se da lepo in lep pozdrav do prihodnje nedelje. Pa srečno!